Dobrodošli nazaj. Še enkrat za tiste, ki ste na live streamu. Govorili bomo o temi za odrasle. Torej, prosim, če so otroci prisotni, poskrbite, da bodo se ukvarjali s čim drugim. Govorili bomo o tem, kako pervertiran vodi v bolezen. In ta prezentacija bo sestavljena iz dveh delov. In v tem delu bomo govorili o nečem, boste kmalu videli. Torej, to je demenca, ki lahko vodi v Alzheimerja. In eden izmed simptomov je to, da ljudje izgubijo spomin, da so zmedeni, da se spremeni vid. Za primer, v Ameriki ima 5 milijonov ljudi to bolezen. V Nemčiji je to 1,7 milijona ljudi. To je še ena bolezen, depresija. In tukaj lahko preberemo nekaj o simptomih. Tukaj še nekaj več in nekaj statistike. In tukaj imamo bolezen norosti. Seveda bi lahko nadaljeval. In vprašanje je, zakaj vam to kažem. Zdaj, ker vse te bolezni, in še več jih je, imajo eno stvar skupno. Eden izmed možnih vzrokov, poleg vseh ostalih vzrokov življenjskega sloga, je to, kar duh preroštva imenuje ali pregreha samote oziroma samozloraba. In Ellen White potrjuje, da masturbacija slabi dušo in telo. Pravi, da se zmanjšujejo energije v možganih in kot rezultat tega se briljantnost mladega uma zamegli. In če to ljudje počnejo neprestano, to lahko vodi v demenco ali Alzheimerja. Svet pa vam bo govoril o pozitivnih aspektih masturbacije. In da je Ellen White samo ena izmed tistih starih babic, ki je imela napačno razumevanje. Tole je eden izmed velikih nemških časnikov o zdravju. In vprašali so, kako pogosta je masturbacija še zdrava. Pravijo, da znanstveniki zahtevajo, da naj se bolj rokujemo. Zato, ker solo seks ne trenira samo prostato in potenco. Masturbacija je tako dobra tudi za mišice, hormone in možgane. Da z pogosto masturbacijo izgubite potenco, je tako resnično kot to, da bi spontano oslepeli. In to je argument, ki ga je uporabila vaša babica, da bi vas opozorila.
Oni pa trdijo, da je temu obratno. Kot izgleda, je bila prejšnja generacija zmedena ali pa zavedena, ali pa so bili bolj brihtni. Veste, da generacije pred nami to so bili tudi ljudje, ki so bili veliko bolj verni kot današnja družba. Ko je Ellen White prvič pisala o teh rečeh, je bila stara približno 36 let. Bila je poročena, v njenem življenju je imela 4 otroke. In ko bomo sedaj govorili o tej temi, morate razumeti, da bomo najdli študije za obe strani argumenta. In vprašanje je, katera študija je bila narejena z mesenim umom, ki vidi pozitivne lastnosti masturbacije, ki pa so za pravega kristjana pravi negativne stvari. Zato, ker želimo, da je naš usmerjen v nebesa. In te časopisni časniki niso zato, da bi vas pripravili za nebesa, ampak da služijo denar, ker nagovarjajo mesenega človeka. Mesene želje. Torej obstajajo različne študije, ampak Biblija nam govori, da smo v velikem boju med dobrim in zlim. Dve nasprotni smeri. Biblija pa pravi, naj bo Bog resničen in vsak mož lažnivec. Torej, to je pravilo za kristjana. Medtem ko znanost trdi, da je skeptična in da jo vodijo fakti, dokazi, ampak so včasih politične in socialne premisliki, te vodijo raziskave in raziskovalne programe. Se pravi, programi so vodeni iz te smeri. Kot na primer, ko so gej aktivisti dobili argument na ameriški psihiatrični asociaciji, da bi homoseksualnost odstranili kot psihično bolezen. V izdaji 1974 izvodu Diagnoze in statistike. Veste, da mi živimo v kulturi, ki jo oblikujejo ideje Sigmund Freuda, ki je učil, da vse, kar je povezano s seksualnostjo, je samo normalen nagon. Seveda, da on ni verjel v Boga in tako ni ločil med mesenim in duhovnim človekom, umom. In oni trdijo, da je dobro masturbirati, še preden postaneš mladostnik. Zato pa potrebujemo, verujem, prav znanstven skepticizem. Potrebujemo znanost, ki se lahko zoprstavi tej kulturi, ki je nepristranska
in je voljna pokazati tudi nepopularna dejstva in resnice. V Bibliji piše, da v Noetovem času, ko so rekli, da bo deževalo, so ljudje bili skeptični. Saj še nikoli ni deževalo. In lahko si predstavljam, da so rekli: Noa, kaj nisi poslušal znanstvenikov? Znanstveniki pravijo nekaj drugega. Študije prikazujejo pogostost masturbacije. Študija letnikov 18 do 22 let, in to počne 85% žensk in 98% moških. Piše tudi, da je 78% žensk in 95% moških priznajo, da fantazirajo o drugih ljudeh, medtem ko to počnejo. In na to so postavili vprašanje, kolikokrat na mesec to počnejo. In povprečno moški masturbirajo 15krat na mesec, v primerjavi z ženskami 8krat na mesec. Na to so vprašali vprašanje, kako pogosto to počnejo samski ljudje in ljudje v zvezi. Samski to počnejo 16krat na mesec in celo ljudje, ki so v odnosu, masturbirajo 10krat na mesec. Zakaj ljudje masturbirajo? Zato, ker želijo sprostiti seksualno energijo, napetost, zaradi seksualnega užitka, sproščanja stresa, in nekateri bolje spijo zaradi tega. In potem je še ta posvetni častnik vprašal, ali je pogosta masturbacija dobra ali slaba za zdravje. Pravijo, da če nimate potrebe po masturbaciji, potem imate problem. To pravi biolog, zaradi tega, ker s pomočjo solo seksa lahko zmanjšate stres, zelo močno lahko zmanjšate stres. In hkrati jačate svoj imunski sistem. A ni to dobro? Torej med COVID-19 bi morali vsi več masturbirati, kaj ne? Zato, ker mora biti naš imunski sistem močan. Sedaj si pa poglejmo, kako znanstven je ta mesen članek. V bistvu. Nekaj reči vam bom prebral, nekatere pa ne, ker so preveč mesene. Podajajo tudi nasvete, kako naj masturbirajo. Pravijo, zamenjajte roko. In to je seveda visoka znanost. Če mora nekdo nekomu povedati tako idejo, čudno, ne? In potem povejo, kaj so prednosti masturbacije.
In eden izmed njih pravi, da vsakeč imate svežo spermo. In tudi več je imajo. Ampak to bom bral kasneje. Nasplošno pa je največji argument, da je zdravo in da daje srečo. Nažalost pa medicinski svet namesto, da bi pomagali ljudem, ki se ne zavedajo in so naivni, da bi jih opozarjali na rizike teh navad, celo spodbujajo mlade, da razvijajo to navado. Verujem pa, da če razumete veliki boj in ste veren kristjan, potem razumete, da sta dva pomena tukaj, ki sta popolnoma nasprotna, z razlogom. In verujem, da so ljudem oprani možgani z glupo idejo, da lahko to prakticirajo brez kakršnih koli škodljivih posledic. Za primer, glede na izjavo NHS, torej iz Velike Britanije, kjer pravijo, da masturbacija ne povzroča nobene škode, ne fizično, ne psihično, če to počnete pogosto. Tudi, če to počnete pogosto. In naš WHO, Svetovna zdravstvena organizacija, pisali so celo smernice za promocijo masturbacije. Sedaj razumem, zakaj imajo kačo v svojem logotu. Resnica pa je, in to bomo še odkrili, da velika večina slej ali prej razvijajo močno navado, ki na koncu postane tako močna in bo postala strukturna odvisnost. Obstajajo ljudje na svetu, zdravniki, znanstveniki in laiki, ki se norčujejo iz izjav Ellen White. Celo ljudje v tej cerkvi se delajo norca iz njenih izjav, ko govorijo o masturbaciji. In argumentirajo, da je to dobra stvar, ker se lahko sprosti stres. Sedaj pa si preberemo nekaj izjav od nje. Ona pravi, da se tako telo in slabita zaradi samozlorabe. Ne bom bral vseh izjav, bom vam pa pokazal, da lahko slikate oziroma si sami preberete. Pravi, da so resno poškodovani. In da so moralne in intelektualne moči se oslabile. Medtem ko je nižja narava pričela dobivati nadvlado. Prav zato vajin sin čuti neko odvratnost do verskega, religioznega življenja. Izgubljal je svojo moč samonadzora nad samim seboj in vse manj je spoštoval, kar je sveto in duhovno.
Veliko besed resnih, kaj ne? Smo že pripravljeni? Nismo še končali. Pravi, da če bomo nadaljevali s to pregreho, oziroma bo on nadaljeval, bo lahko postal popoln idiot. Na to pa pravi še, toda te škodljive posledice so še vidnejše pri tistih, ki se vdajajo tej pregrehi, preden odrastejo, pa so možnosti, da si bodo opomogli, skoraj brezupne. Mišice so mlahave, oči postanejo drobne in včasih videti kakor zatečene, spomin popušča in mu ne uspeva ničesar zadržati. In nesposobnost koncentrirati se poveča. Torej je Ellen White imela prav, ko je rekla, da to vpliva na naše mentalne moči? Celo do točke, da nekdo postane idiot? In govorila je tudi o fizioloških in nevroloških problemih. Zanimivo je, da je rekla, da bo trajalo mnogo let, preden bojo znanstveniki tudi to potrdili in preizkusili. Da to je tudi tako, kakor je ona trdila. In čeprav obstaja dvoboj glede te tematike v znanosti, obstaja mnogo znanstvenih dokazov, kakor vam bom pokazal, in z jasnim umom bomo lahko presodili, da je brez dvoma te stvari nam lahko pomagajo. In da bi s tem dokazali, da je imela Ellen White prav. Mnogo izmed njenih izjav o masturbaciji in škodljivih učinkih le-tega lahko povežemo z cinkom. Se pravi, izgubo cinka. Preden si bomo pogledali, kaj znanstveniki pravijo, bomo vse skupaj povzeli in prebrali, kar Ellen White pravi o masturbaciji in njenih posledicah. Kako se to, torej kakšen vpliv ima na ledvica, na jetra in različne predele telesa. To lahko sami preberete. In tudi seveda z duhovnim upadom je povezan. Tukaj imamo profesorja iz Oxforda, David Horbin, kjer je v svoji knjigi napisal, pomanjkanje cinka specifično ima hude učinke na moškega. Zaradi tega, ker je velika količina cinka skladiščena v prostati in v testisih. That one ejaculation may get rid of all the zinc that can be absorbed from the intestines. Količina cinka, ki se izloči ob eni ejakulaciji, je enaka količini sposobnosti čreva absorbirati cink v enem dnevu. To ima veliko posledic. Če povečane potrebe cinka ne zaužijemo tisti dan s prehrano,
Lahko ponavljajoče ejakulacije vodijo v različne probleme zaradi pomanjkanja cinka in s tem se pojavijo različni problemi, vključujoč z impotenco. Moški z vsako ejakulacijo zgubi 10 ali več miligramov cinka. Razumeti pa moramo, da tudi če nimamo veliko orgazmov ali pa da ga stresamo ven, živimo v času, kjer vsi izmed nas imajo pomanjkanje cinka. Zaradi tega, ker zemlja ni več tako kvalitetna in imamo veliko stresa in tudi zaradi rafinirane prehrane, se pravi industrijske. Nadaljuje se. Pri človeku se med najbolj pogostimi učinki pomanjkanja cinka pojavi spremembe v razpoloženju in obnašanju. Pride do depresije, ekstremne razdražljivosti, apatijo in celo v nekaterih primerih obnašanje, ki je podobno šizofreniji. In potem pravi še, celo mogoče je, glede na to, kako pomemben je cink za možgane, da je moralist 19. stoletja, naprimer Ellen White, so imeli prav, ko so rekli, da ponavljajoča masturbacija lahko nekoga naredi norega. Cink je mineral v sledovih v našem telesu, ki pomaga našemu imunskemu sistemu, da telesu pomaga za močne kosti, mišice, tkiva in kri. In pomaga tudi za dobro zdravje oči. Torej, dober vir cinka so polnovredna žita, polnozrnata, čičerika, tudi stročnice, tudi oreščki, indijski oreščki in seveda bučna semena. Za moške pravijo, da naj je veliko bučnih semen, kaj ne? Zato, ker to preprečuje raka na prostati. Poglejmo si, kaj piše svet. Kako vpliva masturbacija na željo po seksu? Paradoks, ampak resnica. Masturbacija poveča željo po seksu. Znanstvene študije so pokazale, da po masturbaciji se ravni testosterona v telesu dvignejo, občutno. In povečana proizvodnja moškega hormona pomeni tudi, da imajo še več želje po seksu. V bistvu idealna interakcija. Naj vas vprašam, ali masturbacija resnično poveča sveto poželenje po seksu in za službo, ali to povečuje vaše živalske strasti in oblikuje vaš um. Poglejmo si, kaj pravi Harvard glede na testosteron in raka na prostati. To so tudi potrdili v svoji študiji. Sicer, da pride do povečanja prostate.
Pravijo tudi, da pomankanje cinka vodi v celiakijo. In tako ljudje imajo problem pri absorpciji hranil. To je sicer problem prebave, ki jo sproži gluten. Beljakovina v žitaricah. In ljudje, ki imajo to, in ko jedo gluten, je rezultat reakcija, da imajo bolečine oziroma zgubijo težo, drisko in druge reči. Dr. Karl Pfeiffer iz Harvard University rekel je, da sovražimo, da moramo priznati. Me zanima, zakaj to sovraži. Ampak pri pomankanju cinka odraščajočega, seksualni vzburjenosti in preveliki masturbaciji, to lahko sproži norost. Ko sem to prvič prebral, sem razmišljal o tistih ljudeh v Bibliji, ki so nori. Čudil sem se, ali te nori ljudje, ki so srečali Kristusa, spraševal sem se, če je eden izmed razlogov, da so prišli v tisto stanje obsedenosti, bila masturbacija. Ste se že kdaj spraševali, ko vidite ljudi na cesti in jih opazujete? In ja, jaz sem že videl ljudi na cesti, za katere verjamem, da so bili nori. Seveda masturbacija ni edini vzrok. Lahko pa je, da je ta ali ona oseba postala nora zaradi masturbacije. Zdaj, ker je to počela pogosto. Kakor vidite, vedno več ljudi ne razmišlja več trezno. In ne morejo razsojati svetih stvari. In če jih soočate s svetimi rečmi, ne vidijo vrednosti v temu. Seveda tukaj lahko gre za masturbacijo, medije ali pa prehrano, ampak masturbacija je ena izmed teh možnost. Ellen White tukaj piše, moralno onesnaženje prineslo največ, da se je rod popačil. Veste, jaz sem bil žrtev tega. Sam. In ni me sram. Zato, ker me je Bog osvobodil. Povem pa vam, da me je masturbacija manipulirala, kontrolirala. Zelo zgodaj sem bil izpostavljen temu. Tako kot pravi v tem komentarju, celo majhni otroci, rojeni z nadraženimi spolnimi organi, najdejo trenutno olajšanje z dotikanjem z rokami. To pa samo povečuje dražljaj in napelje na ponavljanje dejanja. Dokler ne pride v navado, dokler ni še hujše. In jaz sem bil temu izpostavljen že zelo zgodaj. Ne znam niti razložiti, kako se je to vse skupaj začelo. Vem pa, da sem bil star vsaj 6 let. Morda se vam zdi šokantno.
Ampak videl sem še mlajše otroke, ki so bili še mlajši od mene. Nekateri se tega zavedajo, drugi ne. Pogosto vidite mlade otroke, ki se igrajo s seboj. Vidite, kako pogosto imajo fantje ali punce roko tukaj? To pogosto vidite, kaj ne? Celo odrasli to počnejo, kot neka navada. Ampak mladi otroci to pogosto počnejo. In potem se igrajo s svojimi organi. Nekateri otroci to po slučaju odkrijejo, potem to zabavna igra postane za njih, navada. Ampak to je neka reč, ki bi jo mogli starši vedno nadzorovati. In starši bi morali delovati proti temu. Naj vam pokažem nekaj praktičnih korakov, kaj lahko storite, da bi preprečili celo vašim novorojenčkem masturbacijo. Jaz to imenujem praksa 4 D-jev. To samo v angleščini so 4 D-ji. Ne bomo vsega prebrali, ampak sami si preberite kasneje. V angleščini in nemščini. Ima veze s pleničko, s tem, da zamotimo, da razhrabrimo in da razložimo. Seveda, ker bo prišel čas, ker boste lahko imeli bolj inteligenten pogovor z vašim otrokom. O ptičkih in čebelicah in lahko uporabite primeren material letom, da bi jim razložili seksualnost. In ko bo ta čas prišel, morajo starši seveda tudi razložiti, da so verske omejitve glede krščanske vere, kar se tiče seksualnosti. Naprimer, da bi mož in žena morala zadovoljiti drug drugega, ko gre za seksualnost. Bolj kakor pa, da sam sebe človek zadovolji. Vse ima svoj določeni čas. In vsako početje pod nebom svojo dobo. Naj vas vprašam, zdaj, ker vas je večina adventistov tukaj, kdo izmed vas je že bral knjigo Apel materam? Ne mnogo. Spodbujam vas, da preberete to knjigo enkrat. Ste že slišali za to knjigo? Aha, več jih je vsaj slišalo. En razlog je lahko zato, ker je bila, je zmanjkalo in iz uradne strani tega saj ne tiskajo, vsaj v Nemčiji. Obstajajo ministri, ki to tiskajo. Čudim se, zakaj to ni več tiskano, zato ker je to zelo pomembna knjiga. To je bila prva knjiga od Ellen White na zdravstveno reformo. To je napisala 9 mesecev potem, ko je dobila to vizijo o zdravstveni reformi. In glavni problem v tej knjigi je v bistvu masturbacija. Danes pa mnogi izmed Božjega ljudstva pravijo, ne, to ni znanstveno. To je bilo pred 100 leti.
Svet in znanstveniki danes pravijo drugače. Njihove študije kažejo drugače, kot pa Božji prerok. Torej se moti. In mi ne želimo biti marginalizirani kot cerkev. Poglejmo, kaj je napisala. Ko govori o samotni pregrehi, govori o masturbaciji. Pravi, raziščimo to temo natančno. Z fizičnega, duševnega in moralnega vidika. In prebrali smo že nekaj problemov, fizičnih, mentalnih. Nagovarja mater zato, ker je zaskrbljena kot mater. Potem pravi, matere, glejte na svoje otroke z verskega vidika. Toda ali vam ne povzroča še večje žalosti, ko jih vidite skoraj mrtve za duhovne stvari? Tako da imajo le malo želje po dobroti, lepoti, značaja in svetih namenih? Skrivna pregreha je uničevalec visoke odločnosti, resnega prizadevanja in moči volje za oblikovanje dobrega verskega značaja. To bi moral biti cilj vsakega kristjana. Potem pravi, svoje otroke bi morali upogumljati, da bo usmiljeni Bog sprejel pravo spokorjenje srca in blagoslovil njihove prizadevanja. To so že omenil, da bi mogli otroke vzgajati, da to ne počnejo. Potem pravi, ko Satan vidi, da izgublja nadzor nad umom vaših otrok, jih bo močno zapeljal v skušnjavo in jih poskušal zavezati, da bi še naprej izvajali to začarano pregreho. Pravi, da gre za čarano, ki te začara pregreha. Toda s trdnim namenom se morajo upreti satanovim skušnjavam, da bi ugodili živalskim strastem, ker je to greh proti Bogu. Mnogo jih je sram govoriti o tej tematiki. Jaz pa verujem, da moramo to nasloviti. Verujem, da mi kot ljudje, da to že predolgo skrivamo. In preveč problemov se je nakopičilo v cerkvi zato, ker teh stvari nismo naslovili. In če resnično ljubim brata in sestro, potem se moramo dotakniti tudi tega. Ker pravi, da je to greh proti Bogu. In ne želim, da bi moj brat ali sestra bil izgubljen zaradi njihovih grehov. Tudi, ko pride do te tematike, do tega področja. Preberimo še eno zanemarjeno področje. Povezavi z starši in otroki glede živalskih strasti. Pravi, v zelo veliko primerih so starši tisti pravi grešniki. Zlorabila sta svoje zakonske privilegije
in s popuščanjem, užitkanjem okrepila svoje živalske strasti. Otroci se rodijo v veliki meri razvitimi živalskimi nagnjenji. Starši so jim dali lasten značajski pečat. Otroci, rojeni tem staršem, bodo skoraj vedno naravno prevzeli ostudne navade, skrivne pregrehe. Grehi staršev bodo obiskani pri svojih otrocih, ker so jim starši dali pečat lastnih, poželjivih nagnjenj. In potem ponovno omeni, ko govori o malih otrokih in celo dojenčkih, da so rojeni z razložljivimi spolnimi organi. To smo že brali. Naj vas vprašam, ali je bil kralj David v Bibliji? Ali je bil ženska? V večini svojega življenja. Bil je, kaj ne? Kdo je bil njegov sin? Salomon, kaj ne? Koliko žensk je imel? Eno? Eno z veliko nič. 1000 žensk. Od koga je to prišlo? Biblija v 2. Samuelovi piše o Amnonu, Davidov sin. Kaj je bilo na njegovih mislih? Njegova sestra? Tama. Incest. Torej, grehi očetov prestopijo na otroke. Celo greh, ki se je zgodil med Davidom in Batsebo, se je pokazal tudi na njunem otroku. Otrok je umrl. Verjamem, da če bi ta otrok živel, bi verjetno bil še slabši. Torej, bila to Božja milost. Vedenje o tej pregrehi se prenaša od mladostnika do mladostnika. Tukaj govori o teh mladostnikih, ki to prakticirajo. Kako to predajo drugim otrokom? Ko sem to prebral, in sedaj vas spodbujam, starše, zavedajte se, s kom pustite, da so vaši otroki se družijo. Za nekatere morda to zveni ekstremno, ampak osebno, če bi jaz imel otroke in moja žena se strinja, bi me zelo zanimalo, s kom se družijo moji otroci. Celo v naši cerkvi. To ni vedno varno, to je vse, kar jaz vidim. Zato, ker ljubite svoje otroke, kaj ne? In odgovorni smo pred nebesi za naše otroke. Tudi kako mi kot staršje delujemo z seksom znotraj zakona. In kako delujemo z masturbacijo, oziroma ali to počnemo. Ampak o tem bom govoril v naslednji prezentaciji, v drugem delu. En pokvarjen lahko v kratkem času poseje več semena zla, kot ga lahko mnogi izkoreninijo v celem življenju. Resna stvar.
Zelo zanimiva klinična študija, ki je bila narejena v Jordanu, je bila 2010 objavljena in odkrili so, da otroci pred puberteto, ki masturbirajo, ko masturbirajo, imajo močno nižjo raven aldostrerola. To je zelo zanimivo. Pogovorimo se o temu estradiolu. To je seks hormon in to je en del estrogena. And this actually drives the development of secondary sex characteristics in females during their puberty. It develops the sex organs, the breasts. In to je odgovoren za to, da se razvijajo organi, naprimer pri ženski, a ne, prsa in tako naprej. Odgovoren je za to, da se telo začne spreminjati v obliki. Tudi kosti so pod tem vplivom, členki. In kje se maščevje nabira? Z drugimi besedami? Estradiol začne pri puberteti delovati in punčkasto telo spremeni v žensko telo. To je z puncami in ženskami. In moški se bolj zanašajo na testosteron, ker je ta bolj pomemben za njihove razvoj sekundarnih seksualnih karakteristik. Tukaj je nekaj zanimivega. Znanstveniki so odkrili, da povečane količine estrogena, ki so prisotne tudi pri moški puberteti, estrogen. Pomemben. Torej celo za moške je ta pomemben. In ta raziskava kaže, da estradiol da ima ta estradiol vlogo pri temu, kako se dečkovi možgani razvijajo v prvih tednih življenja. Testosteron pa se spremeni v estradiol, ki lahko gre preko možganske krvne bariere in tako vstopi v moške možgane. In tam obstaja gen, ki povzroča avtizem. Lahko. In ker je pač pod vplivom tem. In to je zelo zanimivo. Ker je povezava med avtizmom, ki je povezana s tem genom in seks hormonom moškega. To lahko razloži, zakaj toliko več diagnosticiramo avtizma danes. Da je avtizem veliko bolj prisoten pri fantih kot pri puncah. To se mi je zelo, zelo zanimivo. Pri obeh spolih je estradiol potreben, da vodi fiziološke spremembe v telesih. In znano je tudi, da premalo estradiola je povezano tudi z mnogimi nevrološkimi in fizičnimi problemi.
Naj popijem malo vode, da bojo moji možgani bolje delovali. For example, like people sometimes cannot understand why fatigue. Naprimer, ljudje dostikrat ne vedo, zakaj je ta kronična utrujenost pride. Ali pa zakaj imajo probleme spati. Imajo depresijo. In zakaj je njihova volja kot gor in dol. To je vse povezano s tem estradiolom. Torej ta študija iz Jordana je res neverjetna, ker potrjuje to, kar je pravila Ellen White. Veste, in Ellen White ne samo na tej točki, tudi na drugih točkah ali področjih, je bila že dostikrat dokazana strani svetovnih znanstvenikov. To, kar je povedala. Torej, ne bodite osramočeni, da bi uporabili njene izjave kot morda vodilo za hipotezo za klinične raziskave. In zanimivo je, da je ta študija pokazala tudi, da niso hormoni tisti, ki povzročajo masturbacijo, ampak masturbacija povzroči, da se hormoni spreminjajo. Kar povzroča različne probleme. Eden izmed teh je to, da ženske nimajo sploh želja do seksa. Ampak neuravnovešeni hormoni, ojačeni, te nadzirajo naše emocije, čustva. In te emocije nihajo, čustva. In tega si ne želimo. Želimo biti trezni. Ampak zdaj vidite, kako kompleksen je človeško telo in kako se skupaj deluje. Kako čudovito smo narejeni. Zato psalmist slavi Boga. Strašno in čudovito sem narejen. Zato bi morali slediti Božjemu načrtu. Naj še eno stvar povem glede te povezave estradiola in otrok. Da ko pride do stresa, iz psihološke ali fizične strani, to zmanjša estradiol pri ženskah. Naredili so študijo, ki je odkrila jasno korelacijo med stres, ki ga sami zaznajo, ki so ga sami prepoznali stres, ja, in s tem povezanim zmanjšanjem estradiola pri mladih ženskah. In mnogo študij je pokazalo, da tako kot vidite na sliki, da ženske, ki tečejo na dolge razdalje, maratonke, imajo zmanjšan estradiol. In nekateri izmed njih tudi prenehajo menstruirati. Kar v prihodnosti lahko vodi v osteoporozo, ker gradi temelj za to osteoporozo. Moja hipoteza oziroma ideja glede tega pa je, da če so že pri mladih letih začele z masturbacijo, preden so postale odrasle,
da je to tudi stres za telo in za možgane. In da otroci se odzovejo na stres na isti način, kot recimo odrasla ženska v tem primeru. Tako kot ona se odziva na stres. Ko se jim zmanjša raven estradiola. To ne pomeni, da je otrok videti, kot da je pod stresom, da je to vidno. Ampak kemija v možganih se še vedno odziva na ta ekstremen stres. Obstajajo kompulzivni odrasli moški masturbatorji, in oni so poročali o nervoznosti, depresiji, anksioznosti, socialni fobiji in socialnem strahovom. In to so simptomi, ki kažejo na resne negativne spremembe v možganski kemiji. Kdo bi morda rekel, pa to je tako veselo, srečno delati, zabavno. Kako je lahko to škodljivo? Vedeti pa morate, da ko masturbirate, se sprošča nekaj v vaše možgane, kar se imenuje dopamin. In če to počnete vedno dostkrat, se več dopamina sprošča ven. In seveda dopamin je tisti, ki nam daje srečo, čutek sreče. Ampak na koncu se dopamin spremeni v adrenalin, kar pa je stresni hormon, kar privede telo do tega boj ali teči stran stanja. In naslednji korak je, da telo proizvede kortizol, ki spodbuja funkcije, ki so pomembne za preživetje. Niso pa seveda nujno potrebne tisti moment, trenutek. Tako rekoč se telesu daje nek signal, ki v bistvu ni racionalen za tisti trenutek. In lahko je, da ta preveč adrenalinska raven in kortizola, da spremeni sistem oziroma kemijo možganov na način, da povzroča anksioznost in depresijo. In to je zato, zakaj ljudje, ki veliko masturbirajo, sami poročajo o teh problemih, ki jih imajo. Zanimivo je, ker čutite to srečo, ste veseli, ker se dopamin sprošča. Ampak če to počnete pogosto, sedaj smo komaj slišali, kam dopamin v bistvu vodi in kako spremeni možgansko kemijo. In še drugi problemi so, ki so povezani z pomanjkanjem cinka, katere druge študije nam to kažejo. Naprimer, izpadanje las. Če sem iskren z vami, tudi če imamo dovolj znanstvenih dokazov za to, ne verjamem, da jih sploh potrebujemo, te znanstvene dokaze. Osebno tako menim.
to prove that to prove the harmful and frequent or to prove that da bi dokazali, da je masturbacija škodljiva. Because there are thousands Zato, ker obstaja na tisoče pričevanj ljudi, za katere verjamem, da so jih spisali iskrene osebe, ki so prakticirali to odvisnostno navado. Dolg čas, zelo dolg čas. Eno izmed teh pričevanj, to sem tudi jaz, se spadam tudi jaz. Danes vam ne bom podal poročila o temu, kako sem dobil zmago nad masturbacijo. Res je bil hud boj. Ta video si lahko sami pogledate. In sami vidite, kako mi je Bog pomagal. Zelo močna odvisnost je to. Ampak Bog me je osvobodil. In zato ga slavim. To je bil čudež zame, kako je to on storil. Zato, ker je to bilo zelo, zelo močno. Tega sicer ne beremo, ampak obstajajo tretmaji, ki jih lahko uporabite. Naprimer hops, ki vam lahko pomaga. In to si sami lahko preberete, kako to uporabite. In tudi drugi predlogi so. Tudi to si lahko sami preberete, kar vam lahko pomaga. Naj pa ponovim še enkrat. Tudi če obstajajo naravna sredstva in praktične stvari, ki jih je potrebno storiti, jaz verujem, da je bil moj zdravnik Bog. Da je prišlo to z molitvijo in z sklicevanjem na njegove obljube. In v zagibanju se skušnjavam. Nisem se podajal v situacije, ki bi me v to vlekle. In to me je popolnoma osvobodilo tega. In to je največja moč. Saj veste, pornografija in samo uničevanje naredite tako veliko škodo na vaš telo, in razmišljanje. Obstaja velik market za pornografske strani, tržišče. In to je zelo preprost način, da ostaneš odvisen. Zato, ker je človek mesen. In če vas ne vodi Sveti Duh, se boste naravno odzvali na to. In ko vas naredijo odvisne od tega, in potem dobite enega morda iz teh simptomov, katerih smo brali. Naslednja stvar, ki vam bojo prodali, so droge, zdravila, medikamenti. Kakor vidite, je hudič v detajlih. Iz enega koraka v naslednjega postane vse skup slabše. Zato vidimo, da WHO in mediji in vsi ti ljudje skupaj delujejo. Hudič ve, kako človeški možgani delujejo. On točno ve, kako naš telo deluje in se odziva. In tudi preberete lahko, kako so milijarde zapravljene za pornografijo.
in kako velike številke so obiskov na teh straneh. Nimamo časa brati tega, sami si preberite kasneje. Neverjetno je. En primer. Leta 2017 je en izmed teh pornografskih strani dobilo 28 milijard obiskov v enem letu. To je skoraj 1000 obiskov na sekundo. Kako si želim, da bi toliko ljudi gledala moje videote na internetu. Potem bi Kristus že prišel. Ampak ne moje videote, tudi vaše seveda. Ampak to bi bilo neverjetno. Res je neverjetno, koliko časa ljudje porabijo na teh straneh. In danes s telefoni zelo hitro. Veliko. Mnogo statistik govori o teh rečeh. Celo o starostih, kdo to gleda in podobno. Tukaj piše, da 30% vsebin na internetu je pornografija. To si lahko sami preberete. Le malo skušnjav je bolj nevarnih ali usodnejših za mlade moške kot skušnjava čutnosti. In nobena, če se ji vdajajo, se ne bo izkazala za tako odločno pogubno za dušo in telo, za čas in večnost. In smo že slišali, kako Satan napada mlade. Tu je še ena statistika. Naj še enkrat povem, da sem jaz bil sužen te prakse. Grešne prakse. Poudarjam, grešne prakse. Zakaj grešne? Masturbacija je malikovanje. Veste zakaj? Zakaj to počnem? Saj smo ravno prebrali, kaj to nastane. Kaj se zgodi v telesu in v umu. Torej, medtem ko to počnem, častim sam sebe. Zato, ker dovoljujem moje fizične in moralne moči, da jih uporabi Satan. Predajam. Namesto, da bi se popolnoma z vso močjo predal Bogu in njegovem namenu. Jaz kršim 6. zapoved. Kaj pravi 6. zapoved? Ne ubijaj. Ne ubijaj. Mi pravimo, se to ni ubijanje. Ampak gre za počasno smrt. Svojo moč, duhovno, fizično, psihično dajete Satanu. In to potrjuje tudi duh preroštva. Pravi, da če s tem ne bomo prenehali, da bo postalo še huje. To tukaj piše, da kršimo 6. zapoved. Nemudoma vzeti življenje ni večji greh v očeh nebes, kot uničiti ga postopoma, a zanesljivo. Jaz verujem, da živimo v času konca, v zadnjih dneh, in da je že samo po sebi dovolj težko. Zakaj bi se še upiral jasnemu Božjemu navodilu? Na svetu?
in ošibil svoje moči, tudi mentalno also mentally in duhovno, and spiritually, because the deception zato ker je is so strong right now. zavajanje tako mogočno sedaj. And I believe that we need full capacity Verujem, of da my potrebujem mind right now. maksimalno kapaciteto svojega uma. But if my body is sick Ampak by če je this moje telo perverse bolno od te perverzije in moj um, and my mind is in a da je moj wrong um state of thinking, napačno razmišlja stanju, je to zelo nevarno. it's very dangerous. But let me tell you, pornography Naj vam is povem, not da pornografija the only ni trigger. edini sprožilec. It's not only pornography, as strong as it is, which Ne will gre samo cause za you to pornografijo, ki vas povzroči, da masturbirate, pa čeprav je tako močna. but it's also Gre tudi the za tendency diet. nezmernost v prehrani, pri prehrani. Nekaj izjav There are a few piše, statements where Ellen White says that, kjer Ellen White we pravi, notice bad diet as a cause of an unchastity. da je slaba prehrana kriva za, And she said, but by bad diet we mean the use of food and drinks of bad quality. za slabo prehrano misli hrana slabe kvalitete, količine, preveč količine. To ne gre samo za kvaliteto, ampak tukaj za zmernost. Tudi zmernost v dobrih rečeh, ne preveč. Pravi tudi, da prehrana, ki je v bistvu popolnoma rastlinska, je najboljša primerna, da zmanjšuje, blaži strastno razlažljivost. Meso je veliko bolj stimulativno kot zelenjava. Torej, če vidite vašega soproga, da se obnaša kot žival, dajte mu jesti zelenjavo, zato ker se obnaša kot žival. Ampak zelenjava, trava mu bo pomagala, zato ker je naravna in je veganska, ni meso in tako mu bo pomagalo. Boste storili to? Še en citat. Torte, konzervansi in visoko začinjena meso, maščobe, živalske maščobe ustvarjajo vročično stanje v telesu in vnamejo živalske strasti. Zato pravi, da naj opustimo tudi živalsko prehrano in naj uporabimo žitarice, zelenjavo in sadje. V duhu prirošča obstaja citat, da tisti, ki se pripravljajo za prenos v nebesa, živi. Ne vem za vas, ampak jaz se bojujem za to. Ne v moji moči, ampak v moči Kristusove milosti, da če on želi, da bi stal med živimi, ko bo on prišel na svet. Tega ne želim zamuditi. Samo ena priložnost je za to. V zadnjih 6000 letih smo lahko mi ta zadnja generacija. In ona pravi, da ta generacija, da bo ta generacija opustila meso, ne bo več jedla. Ker zakaj? Kako je bilo v času Noeta? Jedli so in pili v tem zaporedju in potem so imeli poroke. Torej, prvo je šlo za nezmernost v prehrani, ki je vodilo v vse te reči. Ravno smo brali o teh različnih stimulancih, ki lahko vodijo k masturbaciji. In zanimivo je, da meso in začimbe pravijo, da so dostikrat afrodizijaki.
Veste, kaj še spada v to kategorijo? Čokolada. Tudi veganska čokolada. Kava. Zenf. To vse stimulira vaše, zato, ker je to prehrana, ki vas daje vročico v telesu, vnetje. In to je eden izmed največjih vzrokov za ekscesivno pervertirano seksualnost. Naj vam jasno povem. So še druge reči. Kako je s fermentiranim vinom? Govorimo o kisu. Bom počakal, se bom še vrnil v kisu. Ampak nasplošno, alkohol, močna pijača. Se spomnite tiste ljubezenske zgodbe? Dve hčeri od Lota in njun oče. Dvakrat sta seksali v eni noči, noseči živalske strasti. In imamo pastore, ki trdijo, malce vina je v redu. Mi moramo postaviti sekiro na korenino. To je storil Jezus. Ko so Jezusu ponudili kis, nam pravi duh preroštva, ga ni hotel vzeti. Ni hotel vzeti ničesar, kar bi pomračilo njegov pomračilo. Omamiti čute bi pomenilo dati prednost Satanu. Tukaj govorimo tudi o prenajedanju in hkrati tudi med obroki, da bi jedli, kar privede vaše možgane v omamljenost, stanje omamljenosti. In se boste tako obnašali po nižjih frekvencah, na nižjo frekvenco in nižje strasti. Prenajedanje omamlja celotno bitje, saj preusmeri energijo iz drugih organov, da bi opravili delo želodca. In se poznate to izjavo? Da če bi premagali pri tej točki, o apetitu, govori, da premagate apetit, bi bilo z njimi kaj? Imeli bi moralno moč za zmago nad vsako drugo satanovo skušnjavo. Amen. Toda tisti, ki so sužnji apetita, ne bodo uspeli izpolniti krščanskega značaja. Izpopolniti. In še enkrat, da vam povem, jaz se pripravljam za živ prenos. Bogu bi rad dal slavo, mojemu stvarniku. Nisem še tam, ampak verujem, da me bo pripeljal do te točke. Zato verujem, da zadnja generacija ve in razumejo, da delujejo po načelih. Seveda po njegovi moči in milosti. Kaj se tukaj zgodi? Tukaj imate poželenje mesa, za razliko od moč duha. In seveda, svet vam bo rekel drugače, obratno. Ampak kar vam svet govori, je direkten napad na duh preroštva. Kar je dar zadnje cerkve ostanka. In to je eden izmed razlogov,
bodo obstajali adventisti, ki bodo zapustili to gibanje, nekateri adventisti, ker bodo verovali bolj svetu, kot pa tako pravi Gospod. In ne tako pravi Ellen White. Mi verujemo, da je ona bila navdihnjena. In da ne gre tukaj za ideje babice iz 19. stoletja. Tukaj smo videli, da je Satan pripravil svoj napad z prehrano in pijačo. Celo med nami so nekateri, ki so premagali masturbacijo. Bogu slava za to. Ampak še vedno imajo eno izkušnjo, ki se imenuje mokre sanje. Veste, kaj govorim? Ko se po noči zbudiš in so ejakulirali med po noči. Eno stvar sem odkril in to vam lepo osebno odprto povem. To se je tudi meni nekajkrat ponovilo. Ko sem jedel pozno zvečer, specifično veliko sladkega, se je to zgodilo tisto noč. Ne vedno, zato ker običajno se izogibam tega, da bi jedel pozno zvečer, ampak vsake toliko časa to napako storim. Ampak po njegovi milosti se učim to izogibati, ampak ko se je to zgodilo, in sem molil Boga za odpuščanje in vprašal Boga, kaj je to povzročilo. In mi je povedal, cuker. Včeraj zvečer si jedel pozno. Neverjetno je, kako te hudič premami. On razume, kako naše telo deluje in kako naši možgani delujejo. Zanimivo je, kako je vse povezano v našem telesu in kako sodeluje. Je povezano, navezano. In Božja beseda nam pove v 3. Mojzesovi 15, da če se to zgodi moškemu ali celo ženskam, da so nečisti do večera. To pomeni za tisti dan. Kaj to pomeni nečist? En primer za duhovnika. Če je bil nečist, ni smel iti v tempelj tisti dan. Ali sodelovati pri prazničkih. Ali obstaja praznik, ki se sedaj dogaja v nebesih? Veliki dan sprave? Torej, kaj si Bog misli o tem, ko se to zgodi? Ko moški zapravlja svoje seme, spermo. Ko to storijo. Ali pa, ko se to zgodi. Ali pa še ena zgodba iz Biblije. 1. Mojzesova 38. Govori o Onanu in Tamaju. Onan je dobil navodilo od svojega očeta, kot brat žene njegovega brata, da jo zaplodi, da bi imela otroka. Ker je vdova. Torej, da bi jo zaplodil, da bi imela otroke. Onan je to želel storiti, ni želel pa roditi otroka. Za ženo od brata Tama
medtem ko sta seksala, se je odločil kaj? Da je potegnil ven. Pred orgazmom, pred izlitjem. Torej je se izpraznil ven na tla in sperma je šla na tla. Bog si ne misli dobrih stvari o teh rečeh. So seveda tudi drugi sprožilci za to. Doživel sem tudi, da je preveč dela to sproži. In čutna glasba. Emocionalno. Ko enkrat to vidimo, občutimo, ima močen vpliv na naše možgane, zato ker so naši možgani kot en super računalnik. Ellen White pravi. Ne beremo, ampak govori v kontekstu obleke, oblačil. Jasno piše o temu, da je obleka sprožilec pri moških. Torej bi se morali izogibati krajem, kjer je veliko nagote. In to ne gre samo za plaže, kjer je mnogo ljudi. Ne govorimo o temu, da je slabo iti na plažo. Ampak izogibajte se krajem, kjer je mnogo nagih ljudi. Skoraj nagih. Ampak tudi poleti, ko greste v mesto, včasih vidite ženske, mnogo mladih, in si mislite, ali so se morda pozabili obleči to jutro? Neverjetno je, kako so oblečene in kako hodijo naokoli. Naj vam dam besedo od Gospoda. Job 31. Vsakič, ko zapustim dom in ko grem na take kraje, se spomnim, da sem naredil zavezo z Bogom. Tako kot je Job napisal v prvi vrstici. Zavezo sem sklenil s svojimi očmi. In kako bi se bil smel ozirati po devici? Te obljube se spominjam. Takrat, ki sem je dal Bogu. In hkrati tudi moji ženi. Iskreno vam lahko povem, da včasih, ko sva skupaj v mestih, poletje in so nage ženske hodijo okoli, jih ne gledam. Kako bi se počutili, če bi vaš partner to počel? Meni to ne bi bilo všeč. Kako mislite, da Bog gleda na to? Ko vidi, kako je ta čudovit pervertiran s tem. Kako se ta spreminja v zver, žival. Zato, ker je naš kot najsvetejše iz svetišča. Torej, ker če je glava bolna, bo celotno telo pokvarjeno, koruptno in obratno. Tukaj govori, da se spreminjamo v živali, zveri. In zato bi se morali naučiti upirati tem strastem. Torej, se gre vse v bistvu samo za zmernost in samo obvladanje, kar ima veliko veze z tem, da razvijamo krščanski značaj. Pavel pravi, ker imamo torej te obljube, ljubljeni,
Očistimo se vsakega madeža mesa, duha, ter dopolnjujmo svetost v strahu Božjem. Druga Korinčanom 7:1. Sedaj pa zaključujem. Ta izjava mi je zelo všeč. Morda tega še nismo brali v kontekstu tem, ki ga imamo danes. Največja potreba sveta je potreba po možeh, ljudeh, ki se ne dajo niti kupiti, niti prodati. Ki so v globini svoje duše pošteni in častni, iskreni. In se ne bojijo imenovati masturbacije greh. S pravim imenom. In je njihova vest zvesta dolžnosti, kakor magnetna igla polu. Možje, ki bodo stali na strani pravice, čeprav se zrušijo nebesa. Toda takšen značaj se ne razvije naključno. Plemenit značaj je sad samodiscipline, podreditve nižje narave višji, predaje samega sebe službi Bogu in bližnjim iz ljubezni. Dragi moji, Bog kliče ljudstvo, ki je močno sprin z načeli. Kaj nam torej Bog govori? Ker so vse njegove obljube, da so sigurne v Kristusu Jezusu. Te so amen v Kristusu Jezusu. On si želi mlade in starejše, ki dajo slavo njegovemu imenu. Ampak nekateri, ki se postarajo, morda imajo to slabo navado, potem imajo morda demenco ali Alzheimerja razvili, ki je posledica masturbacije morda, in potem postanejo breme svojim družinam. Zato, ker so prakticirali samo masturbacijo. In to je sebično, dragi moji. In potem so breme za družino. Sedaj so bolni, potrebujejo čas in energijo od te družine, zahtevajo, in tudi denar, ki bi lahko bil uporabljen v Božjem vinogradu, da bi se reševale duše. Ne me narobe razumeti. To naj ne zveni hladno. Duh proroštva nam jasno pravi, da naj poskrbimo za starejše in za starše in uboge, bolne. Ampak tukaj vidim svojo odgovornost. Jaz še nisem starš. To je nekaj za vas in morda tudi nekaj zame v prihodnosti. Jaz vidim svojo odgovornost napram svoji ženi, ampak večinoma za Božje delo. Predvsem za to. In če se moj popači zaradi tega, in če sem bolan, pa če tudi ni fizično, morda psihično, duševno, in tako postanem breme za svojo družino in za Božji namen, potem tukaj jasno vidim svojo odgovornost. Morda kdo izmed vas pravi, ampak tako osamljen sem.
Naučite se hrepeneti po tem, da bo Jezus vaš vse. Jezus mi je dal zmago nad to slabo razvado. Preden sem se spoznal svojo ženo. In to je bilo zelo pomembno. Naj dokončam s tem. Medtem ko svet pravi, da to pomaga sprostiti stres, kako je Jezus menedžiral stres? Ko sem objavil mojo zmago nad masturbacijo na internetu, mojo zgodbo o temu, je bilo neverjetno. Večina napadov je prišlo strani kristjanov. In napisali so, naj drugače povem, vprašal sem jih to vprašanje. Na eni točki, verujete, da so Jezus in njegovi učenci masturbirali? Vem, da je to zelo težko vprašanje. A pa veste, kaj jih je mnogo izmed njih meni odgovorilo? Veste, kaj so mi odgovorili? Rekli so, ja, to so verovali, to so delali. Ne vem, zakaj to mislijo tako. Morda imajo problem na tem področju. Ampak bodite sigurni, poglejte si dokaze. Verujte duhu preroštva. Iščite moč v Kristusu. In ta moč vam bo dana. Včasih se nam zdijo te boji tako težki. Ampak vedno si predstavljam, kako je Kristus na koncu poti. In čeprav me hudič skuša in poriva iz obeh strani, vem, da je na koncu ceste Jezus. Samo glejte na Božje jagnje, ki jemlje grehe sveta. In obljuba zmage stoji na koncu ceste. Isto kot z Izraelom. Bili so pri Mari. In obupani so bili. In Elim, kjer je bila voda, vodnjak vode, zato ker so hrepeneli po vodi, žejni so bili. Elim ni bil daleč stran od Mare. Samo okoli vogala bi morali izdržati. Zmaga je bila za vogalom. Samo zaupajte mu. Veste, kaj sem vam povedal včeraj? Da je greh, da je to prevara. Ni važno, kaj čutite, fokusirajte se na njega. In korak za korakom, in na koncu boste videli, da bodo prišli, in to vam obljubim, da bo ta dan prišel, zato ker sem jaz živa priča za to, da bo ta poželenje izginilo. To poželenje. Ali je to tudi vaša želja, moji prijatelji? Nekateri morda pravijo, Timo, zakaj pa potem obstaja seks v zakonu? Boš tudi rad sprostil svoj seme? Torej, kaj je torej z vsemi tvojimi argumenti? To je res, ja, da se to zgodi pri zakonskem seksu. Ampak Bog nam je dal varovalko v zakonu, znotraj zakona. Ta beseda ni abstinenca. Povedal vam bom v drugem delu, katera beseda je to.
kjer bomo šli bolj v detajle, glede te teme za odrasle. Molimo. Naš nebeški Oče, hvaležni smo Ti, da so vse Tvoje poti pravičnost. Hvaležni smo Ti, medtem ko nam Satan poskuša pervertirati naš da obstaja večji ki je naš Gospod Jezus Kristus. Glejmo na Božje jagnje, ki jemlje grehe sveta in nosi. In neprestano nadaljujmo in hrepenimo potem po Tvoji milosti. In Gospod, te, ki se bojuje na tem področju, ki morda še niso prepričani, da je to slabo, prosim, pokaži jim Tvojo milost, da bi se približali Kristusu in da bi videli Tvojo svetost in da bi videli, da mi tega ne moremo delati, početi, če smo blizu Kristusa. In da je prava svoboda in veselje najden v Tvojih načelih, ki jih bomo naslovili tudi v naslednjem delu. Gospod, prosim, prebivaj naprej v naših srcih in zahvaljujemo se Te v Jezusovem imenu. Amen. Amen.